Lepo pozdravljeni, moje ime je Goran Marič, v tem videu pa se boste naučili, kako v Windowsih razširimo zaslon. Gre za povezavo računalnika z drugo napravo, v tem primeru je to lahko dodatni monitor ali računalnik, pri nas pa bo to kar projektor, ki je povezan z VGA kablom ali pa z HDMI kablom. Sama nastavitev poteka v 7 korakih. Pričnemo levo spodaj na ikoni Windows ali Start, kliknemo, poiščemo ikono za nastavitve, kliknemo tudi to, nato kliknemo pod Sistem in poiščemo zaslon. Nato pod zaslon poiščemo nastavitve, kjer podrsamo navzdol in pod več zaslonov izberemo Razširi te zaslone. Ob vprašanju, ali želimo ohraniti nastavitve oziroma spremembe, kliknemo Ohrani spremembe in zdaj imamo svoj zaslon računalnika razširjen na dodaten zaslon številka 2. Torej, vse, kar vidimo na našem računalniku, je zaslon 1. Desno od tega zaslona pa se pojavi vse, kar je na drugem zaslonu 2. Kako to poteka? Torej, to, kar vidimo na zaslonu 1, odpremo okna, dokumente, programe, slike, videe, karkoli, primemo in povlečemo čez ta rdeč rob oziroma čez desni rob, prenesemo v drug zaslon, da je projiciran recimo na interaktivni tabli ali pa projekcijskem platnu. Torej, to, kar vidimo na zaslonu 1, prenesemo na zaslon 2, da bi lahko videli še drugi, kajti zaslon 2 je prazen. Zakaj je to uporabno? Če bi recimo želeli si ogledati določene podatke pri Lopolisu in če imate že v samih tovarniških nastavitvah, da kadar ste priklopljeni na projektor, da se zaslona podvojita. To pomeni, da če jaz odprem Lopolis, projektor je vključen, vsi učenci lahko vidijo takoj podatke v Lopolisu o drugih učencih. V tem primeru pa, če imamo razširjen zaslon, vidimo svoje okno v Lopolisu, na dodatnem zaslonu pa v tem času lahko damo otrokom za prepisovati vsebino ali si ogledajo kakšen video in podobno. Torej, ohranjanje, varovanje osebnih podatkov je en razlog za uporabo tega razširjenega zaslona. Potem imamo tudi prednosti pri sami uporabi PowerPoint predstavitvah, kjer pa imamo prav posebno nastavitev oziroma zaslon za predavatelja na tej strani. Torej vidite, vi, ko predavate, imate tukaj nastavitev oziroma vam pokaže, kateri je naslednji diapozitiv. V opombe si lahko vpišete besedilo ali pa ključne besede, ki jih morate povedati ob vsakem slajdu. Tukaj je trenutni slajd in na desni strani pa vidite, kaj dobijo otroci oziroma kaj oni berejo. Zaslon 2 je torej to, kar vidijo ostali, zaslon 1 pa kar vidite vi. Iz izkušenj pa vam še povem to, da ko boste ugašali računalnik, je najbolje, da vsa okna, vse datoteke, videe, slike, karkoli ste prenesli desno, torej desno čez ta rob, karkoli ste prenesli v drug zaslon, jih iz drugega zaslona vrnite spet nazaj na prvi zaslon in jih tukaj zaprete. Zakaj? Zato, ker ko ugasnete projektor, več ne morete videti v drugem zaslonu teh programov in okn in jih ne morete zapreti. Tako, če bo kakšna težava, me lahko kontaktirate. Srečno!